pozdravljen na velik praznik, v nebohod. Pozneje se je Jezus prikazal 11, ko so bili pri mizi. Grajal je njihovo nevero in trdosrčnost, ker niso verjeli tistim, ki so ga videli ostalega. Rekel jim je: pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij vsemu stvarstvu. Kdor bo veroval in bo krščen, bo zveličan. Si že bil na kakšni gori? Ali visoko? Kako visoko? Najvišje, recimo na letalu. To je kar visoko. Še vedno pa zelo malo, če primerjamo, kako daleč je recimo do Lune. Če naši izračuni ne lažejo, okrog 400.000 kilometrov. Če bi se vozil tja z avtomobilom, po avtocesti, bi potreboval 130 dni, noč in dan. Brez spanja. Pa bi bil šele na Luni, ki je naše dvorišče v vesolju. Si predstavljaš pot do Sonca. 152 milijonov kilometrov. Potreboval bi preko 100 let. In ko bi prišel tja, Sonca ne bi bilo. Sonce se premika. Pa dobro, dovolj znanostjo. Kakorkoli je neverjetna. Ji moramo verjeti. Verjeti moramo zdravniku, ki predpiše zdravilo. Verjeti enemu receptu za sladico, ki jo najdeš na spletu. Verjeti učiteljici, ki mi pripoveduje o izumrtju belega delfina. Vsak dan kar veliko vere. Tu pa smo na pragu senzacije. Jezus se ponovno prikaže. Saj veš, ko je Jezus vstal po veliki noči, se je svojim učencem prikazoval. Morda celo veš, koliko dni. Pa to niti ni tako pomembno. Bolje je to, da jim je utrjeval vero. In ravno ko so učenci že sprejeli to, da je umrl in vstal od mrtvih, da je smrt premagal, predstavljaj si, da ti uspe na nek način premagati z neko napravo gravitacijo. Ali pa z zdravilom bolezen, ali z znanjem neko uganko. Pa slej ko prej smo spet nemočni v tem širnem vesolju. In tudi, če si najboljši v razredu ali najboljši na svetu. No, Jezus namreč ni odpotoval na Luno, ne na Sonce, ne v sosednjo ulico. Niti ne skozi čas, ampak v nebesa. Čisto zares. To je izven časa, izven prostora. To je večnost. Za nas je to priložnost, ko tudi mi utrdimo našo vero. Ravno v to. Jezus ni prišel samo zato, da bi nam bilo tu lepo in ugodno, ampak da bi živeli vso večnost. Učencem tu ob zadnjem srečanju daje še posebno nalogo, misijo. Povejte to novico naprej, da je vstal, da bodo vsi, ki vam verujejo, deležni tega življenja. In veš, ti si slišal za Jezusa, veš, da je pravi Bog in pravi človek. Kje se je to dogajalo? Pred 2000 leti, 3000 kilometrov od nas. In ti si to zvedel. Torej so možakarji dobro opravili svojo nalogo. Jo boš ti tudi? Boš povedal komu, da je Jezus pravi Bog in pravi človek? Da te ne bodo upoštevali? Nič hudega, ti povej naprej. Jezus pravi Bog in pravi človek. Ker to je krščanstvo, pustolovščina. Bog te živi.